Kakšna je ocena danes predstavljene vizije za izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema, za izboljšanje njegove dostopnosti, če na to gledamo pač z vidika področja zdravstvene nege, kjer vemo, da so kadrovske stiske in posledično tudi utrujenost res velike? Ja, ta trenutek pravzaprav res nismo v zavidljivem položaju, kar se tiče kadrov, zagotavljanja kadrov v zdravstveni negi in tudi babištvu. Vizijo pa na vsak način potrebujemo. Zagotovo še najbolj potrebujemo strategijo razvoja zdravstvene nege in babištva, ki jo nimamo. Imeli smo jo do leta 2020, se pravi, obvezno je potrebno delati tudi na pripravi te strategije. Tisto edino, kar nekako veseli ali pa daje upanje, je kljub vsemu dogovarjanje o tem, da bomo delali bolj na timskem pristopu. Tukaj prenos kompetenc, širitev kompetenc na diplomirano medicinsko sestro. Danes smo sicer slišali, da tudi na tehnika zdravstvene nege, tudi na zdravstvenega administratorja. Tisto, kar najbolj morda skrbi v tem trenutku, je to, da ne gre pri tem širitvi kompetenc za možnost predpisovanja inkontinenčnega programa. To je tisto, za kar si pravzaprav zdravstvena nega prizadeva že vrsto let. Se pravi, za vsi vložki, inkontinenčni vložki, plenice, to je tisto, s čimer imajo zdravniki zagotovo veliko administrativnega dela, kjer je pa pravzaprav medicinska sestra tista, ki pa je strokovnjakinja za to področje. Torej v tem smislu govorimo o rešitvi, ki ne prinaša celostne rešitve. Ja, izpostavljeni so bile samo posamezne možne rešitve, tista, na katero pa opozarjamo že dalj časa, pa v današnjem predstavitvi še ni zajeta. Sem prepričana, da bomo tudi to poskušali urediti in seveda bomo dali tudi za to ustrezno pobudo.